To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Šalovcih so slavnostno odprli nov športni center. Minister Han je ob tem poudaril pomen investicij v športno infrastrukturo. Policija izsledila nepridiprave v občini Beltinci. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije jutri pripravlja srečanje. V Murski Soboti izvedli akcijo Slovenija oživlja. In še vreme, jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo začelo oblačiti. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. V občini Šalovci so slavnostno odprli nov športni center Šalovci, ki predstavlja pomemben mejnik pri razvoju športne infrastrukture v občini in celotni regiji. Slovesnost je potekala ob prisotnosti ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana. V Šalovcih so zaključili investicijo v večnamensko športno igrišče, ki se nahaja v sklopu obstoječega športnega centra. Ob odprtju je župan Fartek poudaril, da je investicija uspešno izvedena in da omogoča različne športne aktivnosti za vse generacije. Ja, kot rad povem, mi smo v preteklosti vlagali v osnovno infrastrukturo, ki služi neposredno ljudem. Sedaj smo pa že v fazi, da tudi razmišljamo o investicijah, ki jih izvajamo. Eden od teh je seveda večnamenski športni center, ki služi prav tako ljudem, seveda, ampak bolj športna infrastruktura pomeni za vse generacije, od najmlajših otrok iz vrtca in pa do najstarejših upokojencev, in predvidevamo oziroma smo načrtovali, da bo v tem športnem centru vsak našel nekaj za sebe. Zdaj, sama investicija je nekoliko višja, kot smo prvotno načrtovali. Skupna investicija znaša nekje 260 tisoč evrov, ampak smo poleg Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport izkoristili tudi sredstva Fundacije za šport za ureditev večnamenskega igrišča. Nekaj smo pa še pridobili strani Nogometne zveze Slovenije. V prihodnje nameravajo še dokupiti nekaj opreme ter urediti okolico športnega centra. Dodal je, da so v preteklosti sredstva vlagali predvsem v osnovno infrastrukturo. Zdaj pa se lahko usmerjajo tudi v projekte, ki dvigujejo kakovost življenja prebivalcev. Na odprtju je sodeloval tudi minister Han, ki je poudaril pomen vlaganj v športno infrastrukturo. Po moje, šport ima pomembno vlogo v Sloveniji. Nenazadnje smo država z 2 milijona srčnimi ljudmi, ampak imamo pa, glede na statistiko, smo pa v vrhu sveta po vrhunskih rezultatih, osvojenih medaljih, olimpijskih, evropskih, svetovnih. Tako da smo, kar se tega tiče, res fenomen. Ampak seveda vse ne bo šlo samo na ta pogon posameznikov. Pomembno je, da se gradi tudi tako imenovana športna infrastruktura, da se pomaga profesionalnim športnikom, ki nimajo bajnih pogodb, kot nekateri naši ambasadori. In še drugo, jaz si želim, da nobenega talenta, ki je v Sloveniji, ne izpustimo zato, ker ima mogoče nima priliko trenirati ali ni športne infrastrukture, ali so pa starši, ki pač ne morejo plačati neke privajnine za neko športno društvo. Posebej je izpostavil, da nova oprema omogoča vadbo tudi invalidom in gibalno oviranim osebam, kar pomeni pomemben korak k športu za vse. Občina Šalovci je za izvedbo pridobila 100 tisoč evrov iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, dodatnih 30 tisoč evrov iz Fundacije za šport ter 8 tisoč evrov strani Nogometne zveze Slovenije. Skupna vrednost projekta je znašala približno 260 tisoč evrov. Objekt omogoča izvedbo različnih športnih aktivnosti in dogodkov, obenem pa nudi prostor za rekreacijo, vadbo in druženje vseh generacij. V Pomurskem dnevniku smo že poročali o tem, da v občini Beltinci prebivalci poročajo o neznancih, ki ponoči vstopajo na dvorišča hiš, predvsem v Bratoncih in Gančanih. Opaženi so bili sprehodi po vrtovih in ogledi prostorov. V enem izmed lokalov pa je prišlo tudi do tatvine denarja.
Namestnik načelnika policijske postaje Murska Sobota je danes javnosti predstavil preiskana kazniva dejanja. Poglejmo izjavo. Policisti policijske postaje Murska Sobota smo bili strani občanov občine Beltinci v zadnjem mesecu obveščeni, da je na podvorišču stanovanjskih hiš se giba neznani moški. Gibanje neznanega moškega so zaznale tudi varnostne kamere, ki so jih občani imeli nameščene na svojih nepremičninah. Z zbiranjem obvestil smo ugotovili storilca oziroma osebo. Šlo je za 32-letnega moškega iz območja upravne enote Murska Sobota. Z moški smo opravili razgovor, vendar v tem času nismo z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bilo z njegove strani storjeno kakšno kaznivo dejanje. V mesecu septembru smo bili policisti policijske postaje Murska Sobota obveščeni o tatvini denarja iz enega iz lokalov na območju občine Beltinci. Z zbiranjem obvestil smo ugotovili identiteto 23-letnega moškega iz območja upravne enote Murska Sobota. Zoper njega bomo podali kazensko ovadbo. Pri tem poudarjamo, v danem primeru ne gre za istega moškega, ki je hodil po noči po dvoriščih. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije jutri pripravlja prav posebno srečanje z naslovom To je nesprejemljivo. V studiu se nam je zato pridružila predsednica zveze Janja Rednjak. Lepo pozdravljeni. Prijazen pozdrav. Leto je naokrog in že jutri v Radencih pripravljate srečanje društev. Tako je. Jutri se srečamo v Radencih in sicer vseh 18 društev, ki jih združuje zveza. Z nami bo približno 750 članov in v bistvu v okviru svetovnega dneva praznujemo ta današnji dan tudi pod geslom To je nesprejemljivo. Geslo nam določi mednarodna organizacija IOF, v katero smo mi kot zveza tudi vključeni in nam sporoča, v bistvu tudi mi prenašamo to sporočilo naprej, da je še vedno premalo odkrite osteoporoze, da je še vedno približno nekje med 55 in 60% neodkrite oziroma nezdravljene osteoporoze. In zato se dobimo jutri, da se širi naš glas o pomenu in preventivi osteoporoze. Kdaj se potem pokažejo tisti prvi znaki bolezni? Žal se pokažejo pri prvem padcu, ker osteoporoza je tiha in nevidna bolezen. Takrat je že skoraj da pozno, zato smo društva in zveza tukaj zato, da čim več ljudi opozarjamo z našo preventivo, da do zloma ne pride. In za jutri pripravljate prav poseben program. Tako je. Jutrišnji dan se bo začel najprej bo glasbeno obarvan, potem s predstavitvami naših predsednic. Med nami bo tudi slavnostna govornica, magistrica Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije. Povabljena pa je bila prav tudi s tem namenom, ker je ženska in po statističnih podatkih, če pogledamo, je 80% bolnic in odkrite osteoporoze pri ženskah in 20% pri moških. Glasilo vaše zveze se imenuje Sončnica. Nosi Sončnica kakšno posebno simboliko? Ja, kot veste, sončnica na polju raste sama, nikoli ne, večinoma v skupini. In tako smo tudi mi združeni v vseh 18 društev in v društvih so člani tudi na tak način med sabo povezani. Sončnica se vedno obrača proti soncu. Se pravi, da tudi mi se obračamo proti soncu in razmišljamo pozitivno. Sončnica se obrača tudi druga proti drugi. In kadar mi v društvih in na zvezi potrebujemo neko oporo ali kadar bolniki potrebujejo oporo, se obrnejo na nas in mi njim tako pomagamo. Tako da simbol sončnice je za nas velikega pomena, saj če jo pogledate, je v bistvu naravnana pozitivno in stoji vedno pokončno. Vaša zveza združuje 18 društev, ne samo jutri, seveda ste aktivni čez vse leto. Kakšno je pravzaprav vaše poslanstvo? Ja, naše poslanstvo je delo na preventivi, se pravi osveščanje in ozaveščanje naših članov in pa vse ostale populacije. Se pravi tisti, ki so že priključeni v društvo ali pa tisti, ki niso. Naša skrb je, da osveščamo o tem zdravem načinu prehrane, gibanju. Vsa društva imajo vodene vadbe, plesne vaje, jogo, v bistvu dejavnosti, aktivnosti, ki jih lahko počnemo, če imamo osteoporozo.
Hkrati je pa to dobro tudi za preventivo, se pravi, da s tem tudi, če imamo še kosti zdrave, podaljšujemo v bistvu močnost in pa moč kosti. Potem imamo tudi izobraževanja, strokovna izobraževanja, predavanje, sodelujemo s centri za krepitev zdravja po vsej Sloveniji in pa seveda z zdravniki. Zveza ima tudi strokovni svet, kadar potrebujemo nasvet, se obrnemo tudi na njih. V bistvu smo pa med sabo povezani, izvajamo tudi šole osteoporoze 2-krat letno, enkrat v zdraviliščih, v poletnem času pa večinoma na morju. Naše šole osteoporoze so aktivne, se pravi, ravno takrat imamo tudi več časa, da se posvetimo drug drugemu. Na teh šolah osteoporoze imamo izobraževanja, predavanja o zdravem načinu prehrane in pa seveda, tako kot vedno poudarjamo, dejavniki tveganja, ki so pa jih mi na nek način tudi želimo, da se opustijo, ampak kot veste, da pri vsaki bolezni naštevamo te dejavnike tveganja in tukaj bi jaz rekla, vsak ve zase in naj počne to, kar misli, da je zanj dobro. Zdi se, da ta bolezen v družbi ni več tabu, se bolniki dobro spoprijemljajo z njo? Ja, morda v zadnjih časih, zadnjih letih ni več takšen tabu, ampak še vedno se premalo govori o tej osteoporozi, zato je naše poslanstvo to dejansko resnično, da širimo in da naš glas seže po vsej Sloveniji. Naša želja pa to ne samo, da smo slišani, ampak da smo tudi uslišani. Ker tako, kot smo že prej govorili, če pogledamo podatek, da je še vedno približno 60% neodkrite osteoporoze oziroma nezdravljene, ta podatek nikakor ni dober. In če zdaj primerjamo, recimo, da pri zlomu kolka lahko ponavadi, po statističnih podatkih, 20% bolnikov umre v prvem letu po zlomu kolka, nekje do 30-40% pa jih ostane nesamostojnih. Se pravi, da so v tretjem življenjskem obdobju ali morda že tudi prej odvisni od drugih. Zato je naše poslanstvo to, da v bistvu to na nek način preprečimo z vadbo in pa z zdravo prehrano. In seveda lahko bolezen odkrijemo s posebnimi testi. Tako, mi kot preventiva tudi si želimo, da bi čim več ljudi opravilo deksameritev. Zdaj pri sekundarni osteoporozi to pač lahko napotnico napiše tudi zdravnik, drugače pa je deksameritev samoplačniška. V zvezi si že dolgo let, že 15 let nazaj, si je predhodna predsednica prizadevala in vse predsednice skupaj z njo smo zbirali peticijo, podpise, zbrali smo 15.000 podpisov, da bi bil program Deksa oziroma meritve Deksa brezplačne, ampak do danes se to še ni zgodilo. Poleg tega imamo pa še računalniški program Frax. Pri računalniškem programu Frax pa pride do izračuna možnosti zloma kosti v naslednjih 10 letih, se pravi v hrbtenici ali pa na kolčni kosti. Hkrati pa so tudi še krvne preiskave, ampak mi kot preventiva pošiljamo na deksameritev, sami pa lahko upravljamo tudi računalniški program Frax. In na podlagi teh rezultatov se potem zdravnik pove, ali je osteopenija ali je osteoporoza in se odloči za zdravljenje. Zagotovo pa, če je zdravljenje potrebno, mi svetujemo vsem, naj se zdravijo. Saj veste, kako je, ko enkrat bolezen napreduje, jo je težko pozdraviti. Bili sva zelo izčrpni, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in naj bo jutri v Radencih kar se da sončno. Najlepša hvala za povabilo. 16. oktober je svetovni dan oživljanja. Srčni zastoj vsako leto v Sloveniji doživi več kot 1500 oseb. Dnevu, ko poteka največja promocija oživljanja na svetovni ravni, se je pridružil tudi Zdravstveni dom Murska Sobota z akcijo Slovenija oživlja. Včeraj so tako obiskovalcem in pacientom prikazali temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. Skupaj s Centrom za krepitev zdravja Murska Sobota pa so izvedli delavnico Ali sem fit ter nudili informacije o pomenu hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. Osnova je v bistvu, da poskrbimo za svojo varnost, na to pristopimo, preverimo, če se naša žrtev še sploh odziva. V zelo kratkem intervalu, nekje vzamemo si približno 10 sekund časa, da preverimo, če naša žrtev še sploh diha.
In ko smo ugotovili, da ni pri zavesti in da ne diha, dejansko nemudoma pokličemo na številko 112. Tam bomo dobili zdravstvenega dispečerja, ki nam bo pri samih izvedbi temeljnih postopkov tudi pomagal, nam svetoval, dajo navodila. Potem pa začnemo z stisi prstnega koša in sicer v razmerju 30 stisov, 2 vpiha in s tem dejansko poganjamo kri po telesu naše žrtve. Poglejmo še, kako kaže z vremenom. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo začelo oblačiti. Zjutraj je bilo oblačno in megleno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 11, v Krajinskem parku Goričko pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno. Popoldne se bo od severovzhoda začelo oblačiti, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, najvišje dnevne od 13 do 17. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 8, v Mariboru in na Ptuju 7, najvišje dnevne pa v Murski Soboti in na Ptuju 17, v Mariboru pa 16 stopinj Celzija. V nedeljo dopoldne se bo jasnilo. V ponedeljek se bo od zahoda hitro pooblačilo, nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 3 in 10, čez dan pa med 12 in 18 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!